V Slovenskih Konjicah je zadnjo septembrsko nedeljo potekal eden največjih športnih dogodkov na Štajerskem, konjiški maraton, tokrat že drugič. Prijavilo se je več tekačev kot lani, dodali so tudi 2 dobrodelna teka, kar je skupaj bilo skoraj 900 prijav. Zadovoljni so bili tako organizatorji kot obiskovalci, saj se je slišalo, da je slogan Maraton z dušo resnično upravičen. Še 10 sekund do štarta drugega konjiškega maratona. Bodite pozorni na prvih 300 metrih, kajti proga je zelo ozka. 3, 2, 1. Srečno bo, drage tekačice in tekači, vrnite se zraven. Že prvo leto so se izkazali kot izredno organizirana prireditev z dobrim naskokom. Prijavilo se je 550 tekačev v družbi lepega števila navijačev, kljub nezavidljivemu hladnemu deževnemu vremenu. Letos so presenetili. Na maraton v prijetnih poletnih temperaturah je bilo prijavljenih skoraj 700 maratoncev, kar je skupaj z dobrodelnimi teki pomenilo, da je teklo okoli 900 prijavljenih tekačev. V absolutni kategoriji 21 km je s časom 1 ure 12 minut in 35 sekund ciljno črto prvi prečkal Robert Kotnik, med ženskami pa je zlato odnesla Lucija Krkoč s časom 1 ure 21 minut in 52 sekund. Na 10-kilometrski progi je slavil Rok Puhar s časom 30 minut in 30 sekund, v ženski kategoriji pa Ana Noner s časom 43 minut in 18 sekund. No, Rok Puhar pa prepričljivi zmagovalec preizkušnje na 10 km. Rok, čestitke pred današnjim nastopom. Ste nekako mi dejali, da čutite, da ste v dobri formi in ta rezultat, pa glede na to, da ste odtekli solo tek, to potrjuje. Ja, zagotovo, hvala lepa. Res sem bil prepričan, da sem zelo dobro pripravljen. Na treningih je šlo nenormalno, tudi tam sem treniral sam v slabih pogojih. Danes ne čisto po planu, no želel sem vsaj nekje okoli 30-20, če bi šlo pod, to je moja želja, ampak se je videl, da sem malo pozabil kakšne kroge in sem prehitro začel prvi 2 km po 6 minut. To se pa malce poznalo, zato ker je bilo zame osebno zelo vroče. Veter je nagajal zadnjo polovico, tako da sem vesel, da sem zdržal, ker je bilo res težko, ker sem bil povsem sam, proga pa je težka. Ja, iskrene čestitke, kakšno pa je vzdušje ob progi, predvsem v Zrečah? Super vzdušje, so me kar malo motivirali. Pa sploh zato, ker ni to v mestu, ampak je takole okrog po vseh, je zelo veliko ljudi in bučno podpirajo tekače. Torej, lahko rečete hvala tudi Slovenskim Konjicam, Zrečam in okolici. Seveda, super prireditev in še bom tekel tukaj. Hvala, srečno. Dobrodelna teka, tek šolarjev in tek občanov sta pritegnila ljudi, ki so simbolnim kratkim tekom po slikovitem konjiškem starem mestnem jedru prispevali v šolske sklade lokalnih osnovnih in srednjih šol. Poleg odlične tekme, katere prenos je bilo mogoče ves čas spremljati v živo na spletni strani, in odličnega strokovnega komentatorja Petra Kavčiča skupaj s povezovalko Tjašo Kangler, se je na konjiškem mestnem trgu razvilo zabavno športno popoldne. Zjavo, Urška, kakšni so občutki? Zmagala si na prvem teku občanov. Ful ponosna. Si kdaj tekla že konjiški maraton? Lansko leto si že bila udeleženka? Ne, da si se. Drugo leto te lahko pričakujemo. Dobro, iskrene čestitke. Sedaj pa Iztok, kje si Iztok, te je tale tek dobro prebudil? Ne, moram povedati, da si dosti nekaj mislil, da bo vseeno prišlo na prvo pozicijo, ne. 8 minut pa zadnjih 200 metrov tako dobro predstavo, ne. S tega ni bilo tako dosilja, da konca gledal, ker je boljša. Iztok je, kot pravi, seveda Štajerc, tekel z dekletom. Iskrene čestitke, Iztok, kako se je bilo v tem mesecu zadnjem prebujati vsako jutro z mislijo na konjiški maraton? Super. Vsak dan boljše, na radiju smo tudi organizirali eno ekipo, smo malo testirali po 10, pa smo malo ugotovili, da boljše nekaj manj kilometrov. Iskrene čestitke, seveda pričakujemo, da bo z leti forma rastla, tako da vidimo se drugo leto na 3. konjiškem maratonu. Že pred startom je vzdušje naelektrila odlična rock skupina Take Off, kasneje se je na odru pridružil ansambel Žvižg, organizatorji pa so presenetili z nepričakovanimi klici na oder, med tekači so bili namreč tudi lokalni glasbeniki ansambel Glas in ansambel Unikat, ki so zaigrali nekaj pesmi.
zakaj naj še ne spi, ker dala mu ni, zakaj da grenke solze briše si. Nedeljski dan je vabil, narava se ljudi, smo zlati vzdušni žare, veseli vsi bili, smo doli zapeljali, smo se v sosednjo vas, saj muzika vabila, močno je namreč nas. Na vrtni veselici smo se zabavali, poskočno smo plesali, so folke špilali, oči so ostrmile na zadnji deklici, segnila se je roka na njeni kitki. Med tekači in navijači se je čutilo izjemno vzdušje, kar je marsikomu popestrilo nedeljsko popoldne. Vsak tekač je prejel bogato darilno vrečko, v kateri je bila tudi štajerska malica, hlebček kruha, kos salame in steklenička vina, na trasi pa so jih k tempu še dodatno spodbujali harmonikarji. V bližnjih Zrečah so ob trasi pripravili še en oder z živo glasbo, kjer je bilo veliko navijačev, tako da so tekaške noge tekle precej lažje, kar je vidno tudi v dobrih rezultatih. Na teku šolarjev in šolark je prav tako potekal boj za prva 3 mesta in kolajne ter seveda darila. Mladi so se pomerili na razdaljah 450 metrov, 600 metrov in 1000 metrov oziroma kilometer. Zdravo tekmovalnost mladih atletov je dopolnjeval še tek občanov in občank, na katerem so si lahko noge razmigali na razdalji 1 kilometra vsi, ki so bili to nedeljsko popoldne dobrodelno razpoloženi, saj so svojim prispevkom obogatili sklad lokalne srednje šole. Pozitivna energija in športno veselje, ki sta bila prisotna na kraju dogajanja in vmes na tekaški progi, ki so jo dodajali vsi tekači in tekačice od prvega do zadnjega, bo zagotovo dovolj veliko merilo, da bo naslednje leto na 3. konjiškem maratonu še več pogumnih športnikov, ki bodo premagovali kilometre po lepotah konjiškega in bližnjega okoliša.